Lepo pozdravljeni, dobrodošli na tretjem predavanju v okviru Tedna slepih in slabovidnih. Tokrat bomo razmišljali na temo, kako sprejeti samega sebe in dodali še pod vprašanje, kaj ima pri tem Bog. Torej, najprej iskrene čestitke vsem, ki ta teden praznujemo. Mislim, da si slepi in slabovidni se vse premalokrat zavedamo, da je naše življenje takšno, kot je, posebno življenje in vredno tega, da se imamo radi, da se cenimo, da smo pomembni za ta svet, da temu svetu prinašamo mnogo spoznanj, ki jih ta svet sicer ne bi imel, če ne bi bilo nas. In mislim, da smo lahko ponosni na to in zato vsem ob tem tednu najprej iskrene čestitke. To moje razmišljanje današnje pa bomo začeli z neko zgodbico. Jaz imam zelo rada zgodbice v življenju, so me zelo veliko naučile in zato bom začela kar z njo. Takole pravi: rodil sem se na vrhu krepkega drevesa, ki je raslo v peščeni zemlji ob morskem obrežju. Svojega visokega razgleda sem imel izredno lep razgled po vsej deželi. Zelo sem bil ponosen in srečen, da sem kokosov oreh. Vedno sem mislil, da je moj oče čudovit, dokler nisem nekega dne slišal, kako so me mimoidoči preklinjali in grdo govorili čez vso našo družino. Če se prav spominjam, je nekdo dejal takole: kako vroče je danes, ko bi vsaj to presneto kokosovo drevo dalo kaj sence. Sovražim kokos. Tako hrapavi, tako grdi, tako brez vsake oblike so. Nobenih listov, nobenih cvetov, celo nobenega vonja. Zaradi teh besed sem postal tako zelo nesrečen, da se je v meni nekaj spremenilo. Le kako do tega vsega nisem videl že prej. Res sem bil grd, domala izmaličen in bilo me je sram. In odločil sem se, da nikoli, nikomur ne bom dovolil pogleda v mojo grdo notranjost. Začel sem graditi okoli sebe zelo grdo lupino, da bi zaščitil svojo notranjost pred pogledi. Sicer pa se očitno ni bilo nič dobrega v meni. Ko bi kdo še kdaj videl mojo notranjost, bi me samo še bolj sovražili in zavračali. Zato sem zgradil okrog sebe plast grobih, rjavih, lasastih vlaken, neprijetnih na dotik, tako da se me nihče nikoli več ne bi upal dotakniti. Nisem maral, da bi se me dotikali ali me božali. Po mnogih tednih, ki sem jih preživel v potrtosti in razmišljanju o svoji nesreči, ko skoraj nikoli nisem spregovoril s svojimi brati in sestrami, me je nenadoma presenetil močan vihar. Vse nas je premetavalo sem in tja in prestrašen sem se držal svojega očeta v bojazni, da me bo vrglo z drevesa. Toda vse je bilo zaman. Izgubil sem oblast nad samim seboj in začutil, da me je odtrgalo od drevesa in kako padam v praznino. Ves prestrašen sem se znašel na tleh, opraskan in potolčen. Ležal sem tam sam, trepetal od strahu in mislil, da mi ni preostalo drugega, kakor da počakam na smrt. Gotovo je prišel moj konec, ko se mi je približala tista skupina zoprnih mimoidočih. Toda kako presenečen in vesel sem bil, ko sem slišal enega izmed njih, ki je zaklical: poglejte, kako lep kokosov oreh, to pa je res sreča. Skoraj nisem mogel verjeti svojim ušesom, ko me je neki deček dvignil, prislonil k ušesu in potresel. Njegov nos me je poduhal in njegova usta so spregovorila naravnost meni. Kako svež, sladek in okusen kokosov oreh moraš biti. Res sem vesel, da sem našel prav tebe. Kako? Jaz? Svež? Sladek? Gotovo gre za pomoto. Nedvomno sem samo nekaj nezanimivega, neokusnega, grdega. Zadovoljen, da me le pustijo pri miru. Deček je začel skrbno odstranjevati vlakna
s katerimi sem se obdal, da bi se zaščitil. Tako nežno je delal, kakor da bi ne hotel, da bi me bolelo. Po dolgih mesecih sem bil spet srečen. Dokler ni, ne da bi me opozoril, vzel velikega kamna in me začel tolči. Vse hitreje in siloviteje je spet in spet tolkel po meni. Kričal sem od bolečine. In hotel sem ga vprašati, kaj le dela, naj preneha. Gotovo je moral vedeti, da znotraj ne bo našel nič drugega kot ostudnost. Le kaj se trudi, da bi našel pod mojo trdo lupino. Čez nekaj trenutkov se je zaslišal glasen pok in razpočil sem se. Sok je začel curljati skozi moje rane in na moje začudenje so ga deček in njegovi prijatelji poskušali piti. Po njihovih radostnih vzdihljajih sem ugotovil, da uživajo ob tem soku. Celo omenili so, kako hladen in sladek je. Končno pa je prišlo zame največje presenečenje. Potem, ko so odtrgali mojo lupino, so odtrgali tudi nekaj moje notranjosti. Bila je čisto bela. Moja notranjost je bila očitno slastna za podzob. Ljudje me imajo radi, sem vzkliknil, nisem grd in neuporaben. Prosim, jejte me, vsega me pojejte. Tako srečen sem, da lahko razveselim ljudi. Toliko torej o kokosovem orehu, ki smo mu na nek način podobni prav vsi. Prav vsi mi se rodimo, lahko rečemo, na vrhu krepkega drevesa. Kajti že v Svetem pismu ob stvarjenju človeka je napisano, da je Bog rekel na koncu, bilo je zelo dobro. Ali verjamemo v to? Torej, nekako, kaj se zgodi, da potem kar naenkrat nehamo zaupati vase? Kaj se zgodi, da kar naenkrat začnemo dvomiti vase? Kot otrok se spomnim prvih trenutkov svojega življenja, prvih spominov iz svojega življenja, kako so mi pravzaprav moji vrstniki začeli sporočati, da sem drugačna, ker ne vidim. Kako je moja vzgojiteljica v vrtcu nekoč rekla, saj če se nočeš igrati, se ti pa ni treba. Kako me je ta izjava takrat prizadela, ker sem čutila, da v resnici ni nekako v soglasju s tistim, kar jaz v resnici sem. Kako sem si sama želela nekaj, kar so lahko počeli tudi sosedovi otroci, pa jaz nisem mogla. In tako nekako ljudje začnemo spoznavati pravzaprav, da ne moremo vsega tistega, kar si želimo, da nimamo vsega tistega, kar si želimo in da se pravzaprav v mnogočem razlikujemo od ostalih. To nam na nek način sporoča že naše življenje samo, potem nam to sporočajo odrasli ljudje s svojimi izjavami, sporočajo nam tudi mediji, okolica na splošno in pa seveda zahteve, ki smo jim izpostavljeni. In kar hitro zvemo, da smo pravzaprav na nek način drugačni. Ampak kdo je drugačen? Nekateri se seveda drug od drugega razlikujemo bolj, kot se razlikujejo drugi. Naprimer, slepi in slabovidni se gotovo od videčih bolj razlikujemo po tem, ker pač ne vidimo, kot pa se videči med sabo. Ampak zakaj začnemo verjeti, da je pravzaprav ta različnost naša težava, namesto da bi bila prednost? In namesto da bi pravzaprav začeli zaupati vase, iskati v sebi tiste zaklade, ki jih imamo, začnemo verjeti drugim ljudem in začnemo bolj zaupati njim, bolj zaupati medijem. In kar naenkrat iz medijev spoznamo, da nimamo toliko kilogramov, kot bi jih morali imeti, da nismo tako visoke rasti, potem nam na psiholoških testih povedo, da ne znamo dosti za svoje 5-letno starost, potem nam povedo, da ne bomo mogli obiskovati redne šole, ker smo nekoliko drugačni in tako naprej se začne potem to naše nezaupanje vase. In tako se kot kokosov oreh tudi mi začnemo obdajati z neke vrste lupino, začnemo
nositi določene maske, začnemo uporabljati določena vedenja, ki nas ščitijo pred tem, da bi nas okolica ranila. Tisto, kar je lepega v nas, kar bi pravzaprav morali podeliti drugim, začnemo pred drugimi skrivati. In nehote se začnemo primerjati z drugimi in vemo, kam to pripelje, v tekmovalnost, v nezadovoljstvo s samim seboj, v nevoščljivost, postanemo drugim nevoščljivi, ne upamo si več sodelovati z drugimi, zaradi tega, ker se bojimo, da bodo drugi od nas boljši. A ne? In kaj je pravzaprav tisto, kar nam lahko na tej poti pomaga? Prva stvar, ki je meni osebno zelo veliko pomagala, je bilo to, da sem začela odkrivati svoje talente, svoje danosti. Da nisem več hrepenela po tistem, kaj imajo drugi, gledala samo tistega, kar imajo drugi, ampak sem začela v sebi odkrivati tisto lepo, tisto dragoceno, česar prej, ko sem bila zagledana v druge, sploh nisem videla. In težava je v tem, da si včasih neko določeno stvar, ki na nas recimo moti, ki nas obremenjuje, postane tako zelo velika, da ji začnemo verjeti, da smo to mi v celoti. In zato imam jaz veliko rajše, da rečemo, da ne vidimo, kot pa da smo slepi. Zakaj? Če jaz rečem, da ne vidim, to pomeni le eno mojo lastnost. In me opominja na to, da imam poleg tega še ogromno drugih lastnosti, ki me prav tako definirajo, ampak jih ne dam, torej jih drugače ne morem videti. Če jaz rečem, da sem slepa, to pomeni, da sem to jaz v celoti. In to me nekako napelje na to, da začnem igrati neko vlogo, ki jo meni kot slepemu človeku daje družba. In potem se lahko hitro znajdemo v tem, da pravzaprav igramo nekoga, za katerega pravzaprav družba od nas pričakuje, da smo. In tako, naprimer, se kot slepi, kako nam rečejo slepi? Predsodki in stereotipi slepih so, da imamo togo in strogo držo, da smo manj socialni, da smo čustveno bolj nestabilni, da nimamo toliko možnosti za poklice in tako naprej. Poglejte, če jaz temu vsemu verjamem, pa se boste gotovo mnogi z mano strinjali, da veliko tega pravzaprav sploh ne drži in ni res. Torej, če jaz gledam na sebe kot na slepo osebo, bo nekako ta slepota zaznamovala mene celo. Če pa jaz rečem, ena izmed mojih okoliščin je to, da ne vidim, to, da mi manjka, ne vem, prst na roki, to, da imam sladkorno bolezen, pa to pomeni, da imam jaz še zelo, zelo veliko okoliščin in talentov, ki jih še lahko uresničim in ki jih imam še na voljo. In to, da omejim svoje okoliščine samo na ozek pas, se pravi, da si rečem, to in to težavo imam, ostalo pa mi je še to in to, mi potem omogoča, da sploh lahko te svoje druge stvari vidim in da si počasi začnem upati biti to, kar sem. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je to, da si upam sprejeti tudi svoje pomanjkljivosti, tudi svoje napake, tudi svoja šibka področja, tudi tam, tudi tiste svoje lastnosti, ki bi rajše videla, da jih ne bi imela. In naša današnja družba je žal tako nekako naravnana, da bi morali biti vsi perfektni, da bi morali biti vsi popolni, ampak s tem zelo, zelo veliko izgubljamo. Kajti, če jaz imam vse, kar potrebujem, potem ne potrebujem sočloveka, ki bi me dopolnil. In na nek način izgubljam priložnosti, da bi si upala, da me tam, kjer sem jaz šibka, dopolni nekdo drug.
tako kot puzzli, ki se sestavljajo skupaj, a ne, in ko gre en del v tisti drugi del, manjkajoči del, a ne, in in se potem puzzli skupaj sestavljajo. Jaz dam tebi tisto, kar tebi manjka. Če pa jaz mislim, da imam vse, potem pa tebe ne potrebujem. To pa je velika škoda, ker na eni strani sebi nalagam odgovornost, da moram imeti vse, da moram biti popolna, da moram biti sama sebi zadostna, kar je pa pravzaprav popolnoma nemogoče doseči. In človek je ustvarjen tako kot narava. Poglejte, v naravi se tudi vse dopolnjuje med sabo, a ne? Vsaka stvar v naravi, ki je ustvarjena z določenim namenom. In nobena stvar v naravi ni sama sebi zadosti. Torej, že če pogledamo živalstvo, rastlinstvo in ravno tako človek, a ne? Torej, nismo ustvarjeni zato, da bi bili sami sebi zadosti, ampak da bi se dopolnjevali. Zato se ne bojmo pogledati vase, ne bojmo se pogledati, kje so tiste naše šibke točke, kje smo nemočni in kje potrebujemo drug drugega. To ni nič slabega, čeprav nas naša družba danes želi nekako naučiti ali pa nas neprestano bombardira s tem, da je pravzaprav treba biti popoln in v vseh pogledih močan in pogumen in hraber in tako naprej. A ne? Žal smo izgubili tisti občutek za nežnost do sebe, sočutje do sebe, da bi si upali biti do sebe sočutni, si priznati, tega ne zmorem. In s tem seveda dovoliti drugemu, da nam pomaga. Nekoč mi je en prijatelj, ko sem nekako hotela eno stvar opraviti sama, on pa mi je želel pomagati, pa je videl, da se zelo trudim s tem, ko želim opraviti to stvar sama. Mi je rekel, veš, če mi ne dovoliš, da ti pomagam, imaš greh. Kako to misliš? Je rekel, zato, ker mi ne dovoliš, da bi opravil dobro delo in da bi se ob tem tudi jaz dobro počutil. Torej, s tem, ko jaz priznam svoje šibkosti in dam drugemu priložnost, da me v njih dopolni, s tem dam jaz drugemu priložnost tudi, da se ob tem dobro počuti. Vsi dobro vemo, da je lažje dajati, kot pa sprejemati, a ne, ta rek zelo dobro poznamo. Če jaz nekomu dam, s tem sebe izpolnim, s tem postanem zadovoljna, s tem postane moje življenje nekako vredno, izpolnjeno, smiselno. Ampak drugi mi mora dovoliti, da jaz lahko storim dobro delo za njega. Dovolj mi bo pa lahko samo v tem primeru, če sebi prizna, da potrebuje mojo pomoč in da mi dovoli, da ga v tem, kar on nima, dopolnim. In ko tako spoznavamo samega sebe, torej najprej svoje dobre lastnosti, potem tudi svoje šibke lastnosti, šele takrat potem, ko to poznam, lahko odkrijem tudi svoje poslanstvo v življenju. Vsako življenje ima namen. Vsako življenje je ustvarjeno z določenim namenom. In ne mislim tukaj samo na to, na poklic, ki ga opravljamo, ne mislim tukaj samo na neko, za kar se usposobimo ali pa kar delamo kot poklicno življenje, ampak predvsem na to, kar živimo. Torej, ko jaz nekako najdem to svoje poslanstvo, takrat šele lahko družbi resnično dam samega sebe na razpolago. In če bi naša družba tako gledala na to, potem ne bi imeli takega odnosa do starejših ljudi, do recimo ljudi, ki so v domovih za ostarele, ko pravzaprav kar pozabljamo na to, da imajo oni v našem življenju
še svoje poslanstvo, ali pa bolniki po bolnišnicah, ali pa revni ljudje po vsem svetu, ali pa konec koncev tudi invalidi. Vsak izmed nas ima svoje poslanstvo, ampak ga mora odkriti in najti. Jaz kot slepa oseba sem ga našla v mnogočem. In predvsem sem ga našla v naslednjih stvareh. Današnja družba je tako zelo obremenjena z vizualnimi podobami. Človek danes, meni se videči ljudje včasih preprosto kar smilite, ko ste pravzaprav bombardirani s toliko informacijami, s toliko reklamami, s toliko nekimi svetlobnimi signali in z vsem tem, kar si jaz pravzaprav sploh težko predstavljam. In na nek način lahko slepi tukaj opozarjamo na kulturo gledanja. Kultura gledanja. Ali v resnici še vidimo bistvo ali samo hodimo drug mimo drugega in pravzaprav samega bistva sploh več ne zaznamo. Druga stvar, ki se mi zdi, da je zelo pomembna, je to, da ljudi opominjamo na to, da vse, kar v življenju imamo, vendarle ni tako zelo samo po sebi umevno. In da je vse pravzaprav dar. Vsaka stvar, ki jo jaz lahko naredim, vsaka stvar, ki jo zmorem, vsak moj talent, vse to je dar, ki sem ga dobil zato, da ga dam naprej. In ni tako zelo samo po sebi umevno, da človek vidi, da lahko hodi, da lahko sliši, da lahko voha in tako naprej, da lahko dela z rokami. In se mi zdi, da se včasih premalo zavedamo, da smo premalo hvaležni za vse to, kar imamo in da se pravzaprav tega marsikdaj sploh več ne zavedamo. In da zato tisti ljudje, ki jim določene te stvari manjkajo, lahko opozarjamo družbo na to, da je vsaka stvar v življenju nam podarjena. Tako življenje samo, kot tudi določene naše spretnosti in danosti v našem življenju. Torej, kaj ima zdaj pri tem vsem opraviti Bog? Osebno sem se zelo veliko jezila na Boga. Češ, kako Bog, če si dober, če si ustvaril človeka po svoji podobi, če si ga ustvaril kot dobrega, kako to, da si potem pri meni zgrešil? Kako to, da meni potem tega nisi dal? Kako da si mene naredil drugačno? Kako da si mene naredil tako zelo preizkušano? In moram reči, da je bilo določeno obdobje v mojem življenju, ko sem se zares kregala z njim. In mislim, da je Bog to razumel. In da je pravzaprav ravno po tem mojem iskanju mi dal številne odgovore na ta moja vprašanja. In zato mislim, da ne smemo kar preprosto sprejeti stvari, ampak da moramo v sebi iskati odgovore. Zakaj? Kaj jaz lahko z vsem tem, kar imam, dam? No in se spomnim v svojih najstniških letih, da sem res Bogu direktno rekla, Bog, če bi bil ti tako zelo dober, kot ljudje pravijo, vsega tega meni ne bi dal. Vsega tega meni ne bi naložil. Pa vendar sem potem zelo hitro našla odgovore v Svetem pismu. Komur se bo veliko dalo, se bo od njega veliko terjalo. Potem vzemi svoj križ in hodi za menoj. Potem sem zelo hitro spoznala, da pravzaprav Bog meni ne bi dal, če mi ni dal vida, potem od mene ne pričakuje, da bom delala stvari, pri katerih je vid pomemben. In tako sem začela počasi iskati, ne hrepeneti več po tem, kar ne morem, ampak iskati v smeri, kaj pa je tisto, kar je meni brez vida lahko dano. In se mi zdi, da je to
nekako tisto temeljno, kar bi želela, da bi vsak izmed nas v sebi odkril. To spoznanje, da pravzaprav iščemo v okviru tistega, kar imamo, ne v okviru tistega, kar nimamo. No in vzemi svoj križ in hodi za menoj. Kakšen smisel ima zdaj ta križ? Jaz sem ga zelo odrivala. Odrivala sem belo palico, pripomočke, želela sem si, da bi bila drugačna. Ampak sem ugotovila, da dokler tega križa ne objamem, dokler ga ne stisnem k sebi, bo to breme veliko večje, tako kot če si predstavljamo breme, ki ga vzamemo v naročje, če ga pritisnemo k sebi, je veliko lažje, kot če ga držimo tako na stegnjenih rokah, ko pravzaprav teža nekako še bolj pritiska dol in ga pravzaprav težko že držimo, kaj šele nosimo. In zato je bilo zame eno ključnih spoznanj, da pravzaprav moram se soočiti, se sprijazniti s tem, kar imam, s tem, kar mi je bilo položeno v zibelko, da moram nekako, vzljubiti to svojo situacijo. Vzljubiti, reči, to je del mene. In takrat šele sem lahko naredila korak naprej. Tako kot tudi naš kokosov oreh. Bila je potrebna nevihta. Bilo je potrebno, da je drevo streslo. Bilo je potrebno, da se je nekaj zgodilo. Da je kokosov oreh padel na tla. In tako tudi mi v življenju velikokrat moramo pasti na tla. In so naše preizkušnje pravzaprav lahko tisti kamni, od katerih se lahko potem odrinemo naprej in gremo v življenje. Mi pa se seveda čisto po naravni poti teh preizkušenj najbolj otepamo, ker to boli. Ampak vemo, tudi operacija boli, tudi ko želimo recimo nek trn dobiti ven iz svoje roke, to boli. Ampak roka se ne bo zacelila, če mi tega ne bomo naredili. In zato je pomembno, da si upamo tudi skozi preizkušnje pogledati od blizu in vprašati preizkušnja, kaj mi želiš sporočiti? Situacija, v kateri sem se znašla. Kaj mi želiš sporočiti? Kaj me želiš naučiti za življenje? Ne samo, ne bodi je treba, zakaj si prišla, zakaj ravno jaz. Seveda vsa ta vprašanja so potrebna in so pomembna in si jih vedno znova zastavljamo in je potreben določen čas, da preizkušnjo sprejmemo. Kajti, če nam je nekaj odvzeto, če se nam v življenju nekaj spremeni, če v življenju nekaj pogrešamo, to pomeni, da pravzaprav moramo to nekako odžalovati. Moramo skozi določena čustva, preko katerih bomo spoznali tudi, bomo lahko dali ven tudi jezo, tudi žalost, tudi svojo nemoč. Potem, ko pa zmoremo, je pa treba preizkušnji podati roko in reči, kaj me želiš naučiti? Kaj se jaz lahko naučim od tebe? Kaj si mi prinesla novega za življenje? In tako je tudi kokosov oreh spoznal in ko so ti mimoidoči prišli do njega, ko so ti mimoidoči ga vzeli v roke in ga začeli pravzaprav najprej ogledovati, potem duhati, spoznali, kako je lep. Torej, zelo pomembne so tukaj tudi osebe, ki so z nami, tudi ljudje, ki so z nami. In če se vrnem k tistemu, ko sem prej rekla, da dovolimo, da pravzaprav v sebi najdemo šibke točke in preko njih dovolimo, da drugi ljudje vstopijo v nas. In to je zdaj tisti ključen trenutek. Marsikdaj sami iz svoje težke situacije ne zmoremo iziti, brez pomoči drugih. In zato sprejeti pomoč drugih ni nekaj slabega, ni znamenje šibkosti, ampak je znamenje poguma.
Takrat, kadar si upam sprejeti pomoč drugega, takrat sem pogumna. Takrat lahko grem pravzaprav naprej skozi življenje, z roko v roki. In takrat me lahko nekdo drug dopolni. In zato imamo najprej ljudi, svojce, potem tudi organizacije. Najtežje pa je, kadar se človek zapre vase in si reče, vse moram narediti sam. Seveda pa je zelo pomembno, kako to pomoč sprejmemo in kakšna ta pomoč je. Pomagati nekomu ne pomeni narediti namesto njega. Pomagati nekomu pomeni biti ob njem, ga spremljati, mu biti na razpolago in mu pomagati, da se bo lahko sam naučil. Pomagati mu odkriti tisto notranjost, kot so jo ti dečki pomagali odkriti kokosovemu orehu. Torej, odkriti to lepo, belo jedro. In takrat človek pride do tega spoznanja, da je pravzaprav tudi on lahko dragocen. In to je najbolj ključno spoznanje, ki ga v življenju potrebuje vsak. To, da sem nekomu pomemben. To, da sem za nekoga dragocen. In dragoceni smo lahko na marsikateri način. Ne samo s tem, kar ustvarimo, tako bom rekla, dobičkonosnega za današnjo družbo, ampak tudi z lepo besedo, tudi z lepo mislijo, tudi z lepim pogledom, tudi z molitvijo drug za drugega. Tudi s tem, da smo preprosto ob nekomu in smo tam prisotni. To je poslušanje, to je eden največjih darov po mojih izkušnjah, ki si ga lahko podarimo. To, da sem preprosto ob nekom, da mu dovolim, da govori o sebi ali pa preprosto, da mu uči. In šele takrat, ko jaz sprejmem samega sebe, šele takrat, ko jaz grem skozi vse te viharje, ki me vržejo z drevesa, ki me potolčajo, šele takrat, ko jaz spoznam svoje dobre lastnosti, ki jih lahko dam drugemu, takrat, ko jaz spoznam svoje rane, v katerih potrebujem drugega, šele takrat jaz lahko potem v resnici drugega tudi sprejmem, brez obsojanja, brez obtoževanja, brez primerjanja. Kajti jaz takrat potem lahko človeka razumem, da je tudi on samo človek, da ima tudi on veliko dobrih lastnosti, da jih mogoče tudi on ne zna najti, tako kot jih jaz včasih pri sebi težko, da ima tudi on veliko slabih lastnosti ali pa stisk in težav, bremen, ki ga bremenijo, in da to ni nič slabega in da v tem mu lahko mogoče jaz pripomorem ali pa ga preprosto razumem, namesto da ga kritiziram, namesto da ga upravljam, lahko nekako razumem, da se tudi on trudi, tako kot se trudim jaz. Če jaz na sebi ne skusim, kako je težko delati na sebi in kako je težko sprejemati samega sebe, potem bom težko pomagala drugemu človeku, zato ker ne bom razumela, da se on tudi ne more spremeniti, pa da si mogoče tudi on to prizadeva. In tukaj nas ta svetopisemski citat, karkoli storite, želite, da bi drugi storili vam, storite vi njim. Mislim, da je to eno temeljnih gesel, načel, ki bi si jih morali zapomniti vsi in ki nas pravzaprav vodi ravno v srce tistega, kar bi naj človek bil za sočloveka. Za konec morda spodbuda, da se danes zvečer usedete, uležete, kar vam je lažje, in se vprašate, na katere svoje danosti, svoje talente, svoje danosti, svoje spretnosti, svoje zmožnosti sem ponosen, ponosna. Kaj je tisto, kar me mogoče dela drugačnega od drugih, pa vendar
je ravno to tista moja drugačnost, ki lahko druge obogati. Vsak izmed nas je predragocen kamen v mozaiku naših odnosov. In če v mozaiku en kamenček manjka, vsi dobro vemo, da se slika pokvari. In zato ni človeka na zemlji, ki ne bi bil dragocen, ki ne bi bil pomemben in ki ne bi bil vreden tudi našega spoštovanja in ki ne bi mogel naši družbi nekaj dati. Zato se res vprašajmo, kaj se lahko od drugih ljudi naučimo. Od tistih najšibkejših pa vse do tistih, ki jih ponavadi občudujemo. Ampak vas bolj usmerjam zdaj na tiste šibke. Tiste, ki jih občudujemo, jih itak že skozi občudujemo. In jih imamo vsak dan pravzaprav na dnevnem redu. Ustavimo se bolj ob tistih, ta šibkih, za katere si pogosto rečemo, saj pravzaprav nam nima česa dati. Kaj pa je vredno njegovo življenje? Saj samo leži. Jaz se spomnim svojega sodelovanja v gibanju Vera in luč, kjer so osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine. In toliko ljubezni, kot sem jaz dobila med temi ljudmi, je nisem dobila nikjer in nikoli več v svojem življenju. Pa preprosto so bili mnogi, ki niso mogli niti govoriti, ki niso mogli hoditi, pa vendar so imeli srce, ki je bilo polno ljubezni. In mislim, da to v današnjem času vsi potrebujemo. Drug drugega, ljubezen drug drugega, in kdor ima ljubezen v svojem srcu, tako kot je rekel sveti Avguštin, ima vedno nekaj, kar lahko da. Zaključila pa bi z pesmijo, ki jo je Charlie Chaplin napisal za svoj 70. rojstni dan, pa se mi zdi zelo primerna, da z njo zaključim tole svoje predavanje. Ko sem se začel resnično imeti rad, sem spoznal, da sem vedno in ob vsaki priložnosti na pravem mestu in v pravem času. In da je vse, kar se dogaja, pravilno. Od takrat dalje sem lahko miren. Danes vem, da se to imenuje zaupanje. Ko sem se začel resnično imeti rad, sem lahko spoznal, da so čustvena bolečina in trpljenje za mene samo dokaz, da živim v nasprotju z lastno resnico. Danes vem, da se to imenuje biti verodostojen. Ko sem se začel resnično imeti rad, sem prenehal hrepeneti po drugem življenju. In lahko sem videl, da je bilo vse okoli mene poziv za rast. Danes vem, da se vse to imenuje zrelost. Ko sem se začel resnično imeti rad, sem si prenehal krasti prosti čas in prenehal sem ustvarjati mogočne projekte za prihodnost. Danes delam samo to, kar prinaša zadovoljstvo in radost. Tisto, kar ljubim, in tisto, kar ustvarja smeh v mojem srcu. Na moj lasten način in v mojem osebnem ritmu. Danes vem, da se to imenuje častitost. Ko sem se začel resnično imeti rad, sem se znebil vsega, kar ni bilo zdravo zame. Od jedi do ljudi, stvari, situacij in vsega, kar me je vedno znova potegnilo nižje. Proč od samega sebe. Na začetku sem to imenoval zdravi egoizem, a danes vem, da je to ljubezen do sebe. Ko sem se resnično začel imeti rad, sem prenehal imeti vedno prav. Tako sem bil manj v zmoti, danes sem spoznal, da se to imenuje skesanost. Ko sem se začel resnično imeti rad, sem se odrekel življenju v preteklosti in da skrbim glede prihodnosti. Sedaj živim samo v tem trenutku, v katerem se vse začenja. Tako živim danes in to imenujem zavedanje. Ko sem se resnično začel imeti rad, sem spoznal, da lahko od svojih misli tudi zbolim. Ko pa sem spet našel moči svojega srca, je razum dobil pomembnega partnerja. To vez danes imenujem modrost srca. Ni potrebe, da se še naprej borimo razdorov, konfliktov,
problemov s samim sebi in z drugimi, ker tudi zvezde sem in tja trčijo med seboj in nastanejo novi svetovi. Danes vem, to je življenje. Želim vam, da bi si to življenje upali živeti, takšno, kot se ponuja, ne takšno, kot si ga želimo ali pa zamišljamo, zato ker takšnega življenja ni. Je samo to življenje, tukaj in zdaj smo samo takšni, kot smo, ustvarjeni drug za drugega in zato živimo to življenje tukaj in zdaj. Hvala.